Ker se vojna v Iranu zdaj šteje v tednih, je vse več razprav o tem, kako dolgo lahko Združene države to še vzdržujejo. Menim, da obstajata dve glavni napačni predstavi o tem, kaj se dogaja. Ena na praktični, druga na strateški ravni. Zato bi danes rad pojasnil, kakšno je trenutno stanje. Najprej bom pojasnil, kako so Združene države socializirale stroške vojne in ustvarile razkorak med tistimi, ki vojno plačujejo, ter tistimi, ki odločajo o njenem nadaljevanju. Ne mislim, da je to razlog za optimizem za Združene države. Stanje ni tako dramatično, kot pravi javna razprava. Priznanje problema kaže, da je stanje slabše za vse zunaj Združenih držav. In prav tako nam pove nekaj pomembnega o tveganju, da bi LRK v prihodnosti napadla Tajvan. Druga splošna kategorija pojasnila je, da pri vojni ne gre povsem za to, kdo bo prvi odnehal. Gre tudi za to, kako najbolje oblikovati dogovorjeno rešitev, če iranska vlada vmes ne pade. Pri tem Združene države Amerike postavljajo pomembne fizične omejitve glede tega, kaj lahko Iran počne v prihodnosti. Dovolite, da na kratko povzamem osnovni problem Združenih držav Amerike. Prej smo že razpravljali o osrednji skrbi znotraj Pentagona, da ameriške zaloge niso v dobrem položaju. Tako, če želi Bela hiša imeti nekaj zalog za odvračanje Ljudske republike Kitajske od invazije na Tajvan v naslednjih nekaj letih, ameriška vojska ne more streljati v nedogled. Vendar pa se je z zaprtjem Hormuške ožine javna razprava premaknila iz vprašanja kovina na vprašanje poguma. P-O-G-U-M. To velja za obe strani enačbe. Za Združene države se problem nanaša predvsem na gospodarske skrbi običajnih ljudi. 13 žrtev v več kot 2 tednih bojev ni politični problem, ne da bi zmanjšal izgubo njihovih družin. Združene države so med invazijo na Irak izgubile 196 vojakov, skupno z upori pa okoli 4500. Nihče od običajnih ljudi posebej ne opazuje zalog kovin. Zabavno je živeti v mehurčkih nacionalne varnosti, a koristno je včasih stopiti v realnost. In super je, da če gledate ta video, potem verjetno dobro razumete gospodarsko katastrofo, ki bi jo povzročila invazija na Tajvan. To je zelo abstraktno za ljudi s polnim delovnim časom, ki se sprašujejo, kako bodo plačali račune. Če si izposodam star izraz, gre za gospodarstvo, bedak. Če kaj omeji Trumpov avanturizem, je to kriza življenjskih stroškov v Ameriki. Poudarek je na delu, v Ameriki. To je izključno problem inflacije zaradi naraščajočih cen nafte, ki so se, ko snemam ta video, zvišale za približno $27 na sod, kar pomeni približno 67 centov na galono na črpalki. To je najbolj očitno zvišanje cen in obrnilo bo ameriško javnost proti vojni. Ali natančneje, še več Američanov bo proti vojni. Povprečen Američan morda ne podpira nekdanjega ajatole, a tudi ne vidi jasne koristi njegove odstranitve. Vidijo škodo v tem, da morajo za vse več plačevati. Na drugi strani je iranska vlada, ki se bori za obstoj. Združene države Amerike nedvoumno poskušajo razstaviti iranski državni aparat in posredno skušajo spodbuditi iranske državljane, da se obrnejo proti svoji vladi. Z drugimi besedami, Islamska republika nima druge izbire, kot da ji je zelo mar za izid te vojne. Celotna situacija spominja na Vietnam, kjer zmaga tista stran, ki je bolj mar za vložek, ne pa nujno najmočnejša. Velik del razprave se sprašuje, ali lahko Združene države končajo vojno z nečim, kar bi bilo podobno zmagi. Ta intuicija zajema nekaj bistvenega glede spodbud za pogajanja v krizah. Spomnite se, kako sem pri ponazarjanju stroškov vojne pogosto previden in te stroške opisujem kot fizične stroške, ki jih tehtamo glede na to, koliko je stranem mar za dejanske vložke v igri. Dobesedno, matematični način za izračun stroškov je fizične stroške deliti z vrednostjo nagrade. Hiter opomnik. Sem dejanski profesor in dejanski teoretik iger. Ne pristajajte na nadomestke. Če je ZDA malo mar za izid, se preslikava njihovih stroškov zdi napihnjena. Če bi Iran dal preživetje države na prvo mesto, bi bili notranji stroški zanemarljivi.
To je glavni razlog, zakaj je za Združene države Amerike tako težko voditi te vojne. Vložki pomenijo slab izhodiščni položaj. Nekateri deli razprave o vojni napihujejo stroške za Belo hišo. Če ne drugega, je Trumpova administracija uspela prenesti velik del stroškov vojne na druge. Čeprav povprečni Američani občutijo višje cene, pa ne nosijo širših globaliziranih stroškov. Razkorak med plačnikom in odločevalcem je najbolj viden pri posledicah zaprtja Hormuške ožine. Cene goriva bodo višje za 67 centov na galono. To velja za vse, ne le za Američane. ZDA porabijo 20% svetovne nafte, zato bodo Američani občutili 20% posledic večje porabe goriva. Dodati moram, da je ameriški delež porabe nebencinske porabe nekoliko višji, poleg tega pa bodo napihnjene cene goriva imele domino učinek na ostale nakupe. Kakorkoli že, Američani tukaj ne nosijo večine posledic. Združene države so neto izvoznica nafte. Vsa povezana podjetja imajo koristi od višjih cen. Če niste imeli poslovnih interesov v zalivu, je vojna izbrisala okoli 20% vaše konkurence. Delnice naftnih podjetij so zato blizu rekordnih vrednosti. Primerjajte to z državo kot je Kitajska, ki porabi 16% svetovne proizvodnje nafte, vendar mora uvoziti 70% te količine. Neto gospodarski vpliv je tam večji, kar je strateška prednost za Združene države. In ne pozabite, če bi Združene države kdaj spremenile svojo strategijo in aktivno onemogočile iransko naftno infrastrukturo, bi to še vedno ostala prednost v dvostranskem varnostnem odnosu med ZDA in Kitajsko. Kaj pa Kuba, ki je že zdaj pod de facto naftnim embargom? Države so oklevale s pošiljanjem nafte. Po zaprtju Hormuza nimajo razloga, saj so cene sodčkov višje po svetu. Država je zdaj v temi, cena galone bencina na črnem trgu je okoli $35, povprečne mesečne plače pa so le $20 do $25. Vendar pa, podobno kot Kitajska, to ni strošek za Združene države, to je korist. Regionalni partnerji imajo višje vojaške stroške, ker so v dosegu iranskih dronov. Tudi ta strošek ne bremeni neposredno Bele hiše. Ukrajina bo kmalu soočena s Kremljem, ki je ravno ob zaostrovanju financ pridobil nepričakovane gospodarske koristi. Še enkrat, to ni neposreden strošek, ki bi ga Bela hiša prevzela nase. Je to dober način za pridobivanje privržencev mednarodno? Absolutno ne. Kdaj je bila to sploh resna prioriteta za Trumpovo administracijo? Amerika na prvem mestu mila fraza. To je prava politika. Glavna ugotovitev je, da razkorak med plačnikom in odločevalcem določa izid vojne. Vsak je plačnik. Odločevalec je le oseba v Beli hiši. Pri razmišljanju o stroških vojne za Združene države je pomembno, da konceptualno razumemo te stroške, saj lahko zmotno mislimo, da se ameriški stroški raztezajo zaradi vseh teh težav. Če pa Trumpova administracija skrbi le za dogajanje v Združenih državah, situacija v dvostranskih pogajanjih ni tako huda. Ne domnevajte, da so Združene države šibke v pogajanjih z Iranom le zaradi svetovnega kaosa. Seveda pa je to, kar to pove o odnosih ZDA s tradicionalnimi partnerji, povsem druga zgodba. Negativne zunanje posledice za druge države ustvarjajo zanimivo geopolitično dinamiko. Včeraj je Trump govoril o tem, kako pomembno je, da druge države pomagajo ZDA pri odprtju Hormuške ožine. To presega vprašanje razminiranja, o katerem smo razpravljali pred nekaj dnevi, in se zdaj razširja tudi na zagotavljanje spremstva za tankerje, ki plujejo skozi regijo. Svet je večinoma negativno reagiral. To se zdi razumno. ZDA so povzročile problem, zato ga morajo tudi rešiti. Kdor razbije, plača. Države članice NATO si še posebej ogledujejo situacijo in izrecno odgovarjajo z "to ni moja naloga". To je Severnoatlantsko zavezništvo. Kriza pa je na Bližnjem vzhodu, ki ni v Severnem Atlantiku. Širši odpor se sooča z dejstvom, da tudi druge države trpijo, medtem ko Združene države še vedno krijejo le del stroškov.
Tudi če smo trenutno v pad položaju, je verjetno, da bo sčasoma koalicija držav popustila in začela ta proces. Že zdaj vidimo takšne naslove, saj Japonska razmišlja o uporabi mornarice za zagotovitev dostopa do nafte. To je zagotovo nekaj, česar še nikoli nisem slišal. Kljub temu se to ne bo čudežno oblikovalo čez noč. Je primer problema kolektivnega delovanja. Pretok nafte skozi ožino ustvarja javno dobro, saj večja ponudba zniža cene za vse. Toda to posameznim državam daje manjši motiv za sodelovanje. Sodelovanje je drago, ne le zaradi napotitve plovil, temveč tudi zaradi tveganja obstreljevanja. Udeleženci so deležni le dela koristi. Zaradi tega se lahko zmeda dolgo nadaljuje. Menim, da je smiselno na kratko razpravljati o naslednjem dominovem kamnu, ki bi lahko padel. To bi situacijo pripeljalo v območje Tretje svetovne vojne. Govorim o invaziji Ljudske republike Kitajske na Tajvan. To bi bila resna skrb, če bi Peking imel dovolj desantnih plovil, a jih očitno nima. Zaenkrat. Povezava je, da bi invazija uničila tajvansko industrijo polprevodnikov. To bi svetovno gospodarstvo pahnilo v največjo recesijo ali še kaj hujšega. Če bi obstajal načrtovalec za svetovno gospodarstvo, bi to uvrstil skoraj na vrh prepovedanih stvari. Peking bi utrpel le manjši del posledic. In če je Xi Jinping edini, ki neposredno sprejema odločitev, potem preostale gospodarske posledice morda ne bodo imele velikega vpliva na to, kar se dejansko zgodi. Ponovno razkorak med plačnikom in odločevalcem. Prav tako dobivamo namige o problemu kolektivnega delovanja, ki omejuje izvedljivost rešitve. Če bi LRK lahko prenesla velike stroške na vse ostale, je rešitev v tem, da se vsi ostali združijo in odvrnejo invazijo. Prispevki posamezne države bodo tej državi prinesli malo neposrednih koristi. To močno spodbuja slepanje, premalo varnosti Tajvana in tveganje, da Peking v nekaj letih poskusi svojo srečo. Pri Iranu je napačna predstava, da gre za izčrpavajoč boj, ki se bo končal le s popolno zmago ene strani. To bi pomenilo padec iranske vlade ali pa, da bi Združene države Amerike odnehale in se umaknile. Vendar se vojne redko končajo tako in težko si predstavljamo, da bi se to sploh lahko zgodilo. ZDA v resnici ne iščejo iranskega ozemlja, kot prikazuje grafika. Cilj politike je omejiti geopolitični vpliv Irana v regiji. To je lažje doseči, če iranske vlade ni več, kar je cilj ZDA v tej vojni. Če to ne uspe, sta ZDA in Izrael močno zmanjšali vojaško moč Irana. Zato je težko videti situacijo, v kateri bi Teheran izšel iz konflikta kot pomemben regionalni igralec, vsaj dokler ne mine še veliko let. Primerjave z Vietnamom niso primerne. Ne samo zato, ker Združene države nimajo svojih vojakov na terenu, ampak tudi zato, ker si Washington prizadeva za politične cilje, ki segajo onkraj iranskih meja in že samo oslabitev iranske vojske omogoča uresničitev teh ciljev. Washingtonove koristi od Irana so odvisne od pripravljenosti obeh strani na vojno. Čeprav se znaten del stroškov prenese na preostali svet, se mora Bela hiša še vedno soočati z resnimi političnimi posledicami višjih cen goriva. Vidim, da se to lahko razvije na enega od dveh načinov. Prva možnost je, da Trumpu sploh ni mar za to, kaj se bo zgodilo na prihajajočih volitvah. Mandat mu poteče leta 2028, dolgoročni uspeh republikancev pa ga morda ne zanima. Zato ga vmesne volitve 2026 ne zanimajo in vojno nadaljuje v istem tempu. Verjeten je modri val, ki prevzame oblast, kongres pa januarja 2027 finančno omeji Trumpa. Republikanci v kongresu so v slabi situaciji. Vsakdo v negotovem okrožju bo izgubil, hkrati pa jih skrbi tudi to, da bi poskus omejevanja Trumpa zdaj lahko obrnil predsednika proti njim, kar bi zagotovilo njihov poraz iz drugega razloga. Bolje je torej vztrajati in upati na srečo v vojni. Vizualno je tako, kot bi povprečen Američan videl stroške vojne tako, vendar Trumpa mnenje drugih ne zanima. Trump dejansko vidi stroške vojne tako, ker si ne jemlje k srcu posledic, če tako ali tako opušča svoje volilne možnosti.
Razkorak med plačnikom in odločevalcem se ponavlja. Drugi način spremembe je, da Trumpu je mar za dogajanje na volilnem področju, zato mora administracija izbrati med izčrpavanjem iranske moči in večjimi stroški. To še posebej velja, če bi Iran izvedel napad na ameriška tla, kar je resna varnostna skrb. To bi Iranu dalo močnejši pogajalski položaj. V obeh primerih razmišljamo, kako se to reši v prisilnih pogajanjih. Torej, čeprav je Trump pripravljen nadaljevati vojno po vmesnih volitvah, to še ne pomeni, da bo to storil. Iran razmisli, kako to vpliva na izid vojne in na to oblikuje pogajanja. Tukaj so vidne globje težave. Prostor za pogajanja predpostavlja, da se je možnost notranje vstaje zmanjšala, zato je priložnost za vojno za Združene države Amerike zaprta. In drugič, pravkar sem namignil, da bi lahko obstajali dve različni vrsti morebitnih administracij Trumpa, vsaka z edinstveno stopnjo zavezanosti za nadaljevanje vojne. Če Iranu ni jasna prava stopnja zavezanosti, pride do pogajalskega trenja zaradi zasebnih informacij in recepta za nadaljevanje vojne, dokler se to ne reši. Za nov besedo, to je zmeda. Mislim, da sem danes dovolj prispeval k megli vojne. Morda si raje oglejte drug video posnetek o konfliktu na Bližnjem vzhodu, ki ponuja več jasnosti. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte, delite in se naročite. Se vidimo naslednjič, pazite nase.